Dober dan. Pravosodna veja oblasti deluje? Ja, deluje, ne? Na vsak način, da deluje. Mi nestrpno čakava, kaj bo v petek, ne, ko bo sodna veja oblasti objavila sodbo v zadevi Šrot, Bavčar, Pivovarna Laško, Istrabenz in tako naprej. Verjamem pa, da je še 1000 drugih ljudi zelo nestrpnih, kako se bo ta stvar končala. Tisto, kar je pa zanimivo, je pa to, da se je v času, ko se sodna veja oblasti ukvarja s Šrotom, v mlinih sodne veje oblasti znajdu šodr, ne? Od Šrota k šodru. Ne? Ta šodr je pa nasula noter zakonodajna veja oblasti pa izvršna veja oblasti, in sicer se temu šodru reče pravosodna inšpekcija, ki bo z Ministrstva za pravosodje hodila po sodnijah in preverjala, ali so postopkovna dejanja izvedena pravočasno. Pooblastila te inšpekcije bodo pa nenavadno velika, ker bodo lahko inšpektorji, za katere niti ni jasen, kakšne kvalifikacije bodo potrebovali, nadzirali postopkovna oziroma pravočasnost postopkovnih dejanj na sodniji, bodo pa lahko, da bi to inšpekcijo opravili, brskali tudi po konkretnih sodnih spisih, ne? Ker je za vejo oblasti, ki se je po 15 letih zbudila iz hude krize, težka katastrofa. Ja, mogoče to stvar gledamo preveč usodno, ali kako ne rečem. Na vsak način se da reči, da je to, da bi recimo izvršna veja oblasti nadzorovala sodno vejo oblasti, v smislu nadzorovala, popolnoma narobe. Ampak zakaj jaz v tem smislu ne bi bil zaskrbljen? Konec koncev sodna veja oblasti, njena avtonomija je ustavna kategorija, ne? Se pravi, lahko, po mojem mnenju, pravosodje se samo lahko obrne na ustavno sodišče, in ustavno sodišče bo o tem nekaj reklo, ne? Si predstavljam. Zdaj mi je to nekako prišlo na pamet, ne? Ampak mogoče je bolj pomembno, da postava kontekst dogajanja, ne? Ker pravo vprašanje je, čemu v Sloveniji lahko sploh še zaupamo, ne? Sodišča očitno se jim stopnja zaupanja ljudi dviguje, ne? Predvsem zaradi tega, ne zato, ker obsojajo ljudi, ne? V smislu kruha in iger, ali pa v smislu, da je pač treba kar po diagonali začeti ljudi obsojati, zato da bo nekako nastal vtis pravne države, ampak preprosto zato, ker ljudje intimno čutijo, da se dogajajo pravilne stvari. Kriminal na eni strani se je dogajal, vse dogaja, na drugi strani ni bilo pravega odmeva v sankcijah. Oziroma, zdaj pa je, ne? In so tožilci, so ljudje, ki v bistvu za neko vestnostjo upravljajo svoj posel, ljudje to vidijo in ljudje so s tem zadovoljni, deluje na njih pomirjujoče in predvsem se obračajo na to z nekim upanjem, mogoče pa ta država vendarle bo iz sebe nekaj naredila, ne? In seveda, če zdaj oblast misel v to posegata, ne, toliko slabše za oblast bi jaz rekel, vsekakor je pa to narobe. Ampak kontekst je to, pravo vprašanje je to, čemu lahko v Sloveniji še zaupamo, ne? Do zdaj je nekako veljalo, da pravzaprav politiki definitivno ne moramo zaupati, pravosodju nismo zaupali, smisla pravega nacionalnega ni bilo več, se je porazgubilo po osamosvojitvi. Gospodarstvo je itak bilo v bistvu v obnebju pajdaškega kapitalizma, kot so zadnjič ugotavljala, ne. Zdi se pa mi, ne, da po letu 2004 je pa vendarle med Slovenci vladala neka, upam, da ne iluzija, na vsak način pa neko prepričanje, da v Evropski uniji pa vedo, zakaj gre in kako se tem stvarem streže. In če se karkoli tukaj narobe zgodi, vedno nekdo opazuje in imamo nek objektiv, neko objektivno korekcijo, če temu rečem, ne.
Mi da so debato zadnjič. Praviš, da ni rečen, da je Evropska unija tista inštitucija, ki je vredna zaupanja. Kje smo zadnjič končala najno pametovanje tukaj? Končala sva pri prenosu terjatev na slabo banko. In na sumih, ne, da bi se lahko dogajalo tudi obrneno, da je pač Evropska komisija posegla v te prenose na eni strani potencialno pravilno, ker je šla zaustavljati slovenski pajdaški kapitalizem, na drugi strani pa za neko senco dvoma, da pa mogoče oni ne počnejo to isto, ne, da bi pač poskušali ustvarjati pogoje, po katerih bi lahko mednarodne korporacije prihajale v Slovenijo na pocen način. Potem je šla premijerka Bratuškova k Angeli Merkel ta isti teden, ko so to govorila, ne, mislim, da je bilo v petek, pa tam nekje proti koncu tedna, in se je pokazalo seveda to, ne, da je Angela Merkel z nasmejanim obrazom nekako dala vedeti, da ima Nemčija v Sloveniji interese. Ne? Velike. In to velike interese. Telekom in tako naprej. In tukaj se pa pridemo na ta mehki močvirni teren in se vprašamo, kaj nam še lahko vzbuja zaupanje v dejstvo, da neka pravila, neki zakoni ali pa če hočemo neka načela veljajo brezinteresno, ne? Ker to je zelo pomembno. Ne? To ne bi bila funkcija ustave, to ne bi bila funkcija temeljne deklaracije o človekovih pravicah in to ne bi bilo konec koncev tudi funkcija velikih inertnih sistemov, pri katerih ni mogoče kar čez noč neka razmerja porušati. Ne? Tukaj smo zdaj in potem je v sobotni prilogi pač tudi nekdanji guverner Arhar potrdil to, kar so se mi da pogovarjali. Na nek način je bilo razbrati, da njega tudi skrbi to, ne? Da v bistvu pride v Bruselj za vprašanje in ne dobi odgovorov. Ne? Ja, in da tam mutijo s formulami, ne? S tem, da Slovenija vendarle svojo formulo objavlja v uradnem listu. Tako, ne? Kot da je zdaj Bruselj tisti, ki muti. Ne? Kar pa pomeni, ne? Da se nam v tem univerzumu inštitucij, ki jim zaupamo in katerim ne zaupamo, polu nezaupanja približuje tudi Evropska unija lahko. Tako je, ne? In mi dva bomo morala zdaj formulo preveriti najino formulo diskusije, ne? In mogoče si, kaj se vem, za eno tako prehodno medštafetno načelo izbrati Cankarjevo reklo, pouzdaj se vse v svoje kluse, ne? Cankar je to napisal in se skliceval na naše južne brate. To je takrat, ko smo se osamosvajali od Habsburžanov. Cankar je to izjavil. Ne? Tako zelo zanimivo. Je rekel, pozdravil pač, ne? On je bil prvič socialist, drugo, ker je bil jugoslovansko nastrojen v smislu odcepitve od Habsburške monarhije in tretjič je zgradil že vnaprej skepso do južnih bratov. Rekel, tako kot naši južni bratje pravijo, pouzdaj se vse v svoje kluse. Ne? In se mi zdi, da ta formula v tem smislu pač je toliko pravilna, da... Najni mladi gledalci niso imeli srbo-hrvaščine v osnovni šoli. Ki več ne obstaja. Kako bi ti to prevedel? Pouzdaj se... Zaupaj le sebi in svojemu klusetu. Kluse pa je slovenska beseda ali svojemu, recimo temu, omaganemu oslu. Koničku, karkoli že. Ja. Bom polemiziral s teboj. No, dej. Ko praviš, ne, da morda ta pravosodna inšpekcija niti ni tako strah zbujajoča reč, zaradi tega, ker vendarle obstaja ustava in tako naprej. Ne. Ja. Jaz sem se navadil, ne, da je treba nek predpis brati na način najslabše možne interpretacije. In sicer da je to potrebno početi, sem opazil, ko je vlada ostro polemizirala s tožilstvom in ko so iz vladnih krogov na tožilstvo prihajale inšpekcije, ki so hotele na tožilstvo opravljati neke podobne inšpekcijske nadzore. Potem je pa receptor inšpekcij z Ministrstva za pravosodje rekel, da jih ne pusti noter in potem je bil kar precej hud konflikt in sprejemanje vladnih sklepov, ali bo inšpekcija šla na tožilstvo ali ne. Zdaj, tožilstvo sicer ni samostojna veja oblasti, je pa nek organ, kot se reče, sui generis, ne? Ki seveda ni podrejen
izvršni veji oblasti, vladi oziroma pravosodnemu ministrstvu ali pa notranjemu ministrstvu, ne, kot je obstajala neka domislica pred meseci. Ne. Tako da v primeru te najslabše možne interpretacije, ki pa se ob kakšnih konstelacijah političnih silnic lahko uveljavi, ne, potem je iluzorno pričakovati, da bi izvršna veja oblasti na korekten način izrabljala pooblastila, ki si jih je v parlamentu podelila ta teden. No, to drži. Po drugi strani mora pa sodna veja oblasti pokazati svojo mero neuklonljivosti in rezistence ali odpornosti, ker če tega ne bo storila, potem mi tudi ne moramo zaupati. Ne? Skratka, res je. In če bo to storila, jaz verjamem, da to bo storila, bo imela seveda tudi podporo javnosti in definitivno bo imela podporo tistih, ki ljudem profesionalno posojamo svoj glas, a ne, to je medijev. In pač verjamem, da ta podvig ne more uspeti, ker tako daleč smo pa že zabredli v demokracijo ali pa se v neke splošna pravila demokracije v tem pravzaprav ne bi dvomil. Poleg tega se mi pa zdi tudi, da se neka kultura polemiziranja v javnosti kot na ravni civilne družbe tudi že uveljavlja. Ne. Po eni strani velja med strokovnjaki načelo, da se recimo sodnih odločb ali pa sodb ne komentira. Pravi strokovnjaki jih pač ne komentirajo, tisti, ki so kakorkoli že vpleteni v procese. Imamo pa publicistično raven, v kateri se pa morebitne napake sodnikov tudi javno polemizira, vendar to ni iz pozicije oblasti, ampak iz pozicije razmišljajočih ljudi. Dober primer je zdaj polemika med Krivicom in Jakličem. Ne? Ja, ki se bo nadaljevala v sobotni, ko bo šla naprej polemika strani profesorice pravne fakultete Katje Šugman. To se mi zdi visoka dodana vrednost, ker se na očeh javnosti lahko pokaže, ne, koliko šteje argument. Javnost se lahko prepriča, kdo ima prav, kdo ima narobe, brez da bi kdo kazal mišice z pozicije oblasti. Tudi naslovi harvardski ali doktorati pravne fakultete v tem primeru ne veljajo, dosti velja argument. Ne. Skratka, nekaj, kar je mislim, to je način polemiziranja, ki ga jaz osebno pozdravljam, ker se mi zdi zelo zanimiv, se ga da fino brati. Medtem ko pa, se pravi, napake sodnikov, eventualne ali celo korupcijske napake, motivirane ali pa čisto preprosto prigodne napake, se v takih javnih polemikah vendarle pojavijo, se obelodanijo, se izdebatirajo in to seveda vzame tudi vetra iz jader in skušnjav oblasti, ne, ki mislijo, da lahko pridejo pač izvršne oblasti, ki enostavno mislijo, da lahko dela red. Ne more delati reda, ker ni v pristojnosti njeni, da bi delala red. Potem se pa lahko odzovajo pač nadrejene institucije, a ne, sodišča. Vse imajo sodišče cel kup nekih varovalnih mehanizmov, imajo samo zaščitne mehanizme in to je bilo tudi rečeno zdaj v zadevi z Patrijo, ne, ko so bile te sodbe, ko so poskušali pač politične stranke na političen način obravnavati to sodbo v Patriji, se rekel, imamo pač mehanizme, po katerih se zadeve potem dogajajo v ustavnem okviru vladavine prava, ne, in konec koncev je to. Ne. Tako da, zdaj, če hočeš polemizirati z mano, se bom udal in ti bom dal prav, da te stvari so napačne in so nevarne. Hkrati ti bom pa kontriral pač v tem, da toliko pa že verjamem v lastno, oziroma v demokracijo lastne države, da se mi zdi ta grožnja bodi si neperspektivna. No, videla. Ne, sad, da bo, ker če bo pa, hočem to povedati, še enkrat ponavljam, če bo pa sodstvo oziroma ves ta strokovni bataljon ljudi, ki jih šolajo naše pač pravne fakultete, ne bodo pokazale zadostno mero strokovne, družbene, če hočeš tudi politične rezistence ali odpornosti, ne. Potem jim pa Bog pomagaj, pa jaz tudi ne morem biti več njihov zaveznik. Morajo vendar nekaj narediti proti temu, ne. Ne rabaš, mislim, veje oblasti, ki se ne zna zoperstaviti pritisku druge veje oblasti. Ja, in ne rabaš ti inštitucij, ki vedno se sklicujejo na to, da novinarji nič ne povedo, pa nič ne rečejo. Novinarji pa vedno lahko svoje kariere, svoje življenje, svojo prihodnost dajo na pladnji javnosti. Zakaj? Vsak mora svoj posel upraviti v demokraciji, ne? Če tako rečemo. Na vsak način smo pa mi
Verjamem, da mi dva v teh najnih debatah veliki zaveznici ustavnosti pač naše države. Ne? Tukaj se pa menda strinjava. Ne? Ja, lej, vse, ampak pa se tako zmenva, ne? Mislim, če se to zgodi, pa bova tlele udrihala, protestirala. Ja, potem bova besna. Bova glasna. Bova glasna. Komu zaupati, ne? Komu sploh še zaupati? Ja, mislim, to je pravo vprašanje. Ne? Tebe tako resno napada dvom glede Evropske unije? Resno, dvoje, ker jaz sem bil vedno nekako, imam vse neke elemente fanatizma v tisto, kar verjamem, ne? Vedno imel in očitno se me bo to držalo do smrti. Ne? In jaz sem vedno verjel v projekt Evropska unija, zelo močno in to od prvega trenutka ves čas. Ne? In drugo, kar jaz sem zelo verjel v konstitutivno in tvorno vlogo Nemčije. Sem bil parkrat v Nemčiji, sem spoznal tam ljudi, za katere mislim, da so krasni ljudje in tako naprej, imajo evropsko pamet, imajo veliko privrženost demokraciji in tako naprej. Ne? In zato se čutim tudi rahlo nagovorjenega oziroma rahlo užaljenega, če tako rečem, ko vidim, ne, da se pač recimo oči so se mi nekako prvič začele majhan odpirati, da vse le ni tako v redu. Ne. Na primeru Grčija je pač nek zelo specifičen problem in ko so prvi pač šli na levičarske okope in začeli svet razlagati črno-belo, to pač mene ni prepričalo, ampak ko je pa grška vlada verjeten v zelo balkanski maniri, zelo preračunljivo in zelo provokativno, praktično čez noč ukinila javno televizijo. Ne? To je bilo pač dejanje grške vlade, nič ne rečem, ne? Ampak v imenu seveda varčevanja v javnem sektorju. Ja. Ampak, in ta del me še ne skrbi, da se recimo Nemčija ni odzvala, ki vodi igro v tej zadevi. Ne? Zelo me je pa skrbelo v tem delu, da ni kategorično zahtevala v imenu evropskih vrednot zaščite pretoka mnenja in to na sistemski ravni. Ne? Ker to pa je temelj evropske demokracije par excellence v izhodišču. Ne? Torej, nemška vlada, takrat so bile nemške organizacije, so bili tudi nemški poslanci v Evropskem parlamentu, ki so bili zelo ogorčeni, to je treba priznati, ne? Ampak nemška vlada se ni odzvala na to elementarno dejstvo, hopla, tukaj se pa igra ustavi, tle se pa ne gremo več. Ne more biti reševanje nemških bank ali pa kapitaliziranje ali pa delanje dobičkov na kapitalskih napakah Grčije bolj pomembno kot pa temeljna evropska vrlina, demokratična vrlina po pretoku idej in informacij. Ne? Ja. In to, da so tukaj molčali, je meni bil izredno močen signal, na katerem in zdaj, ko istočasno še gledam na to, ne, kako se v bistvu slovenska vlada, ki je pozicionirana bolj levo kot desno, se pravi rečemo, da je levo-sredinska zdajšnja vlada in je pridna tako, kot da bi bila desna vlada. Ne. V bistvu je enako pridna, kot je bila Janševa vlada, če ne še celo bolj. Ne. In izpolnjuje vse, kar Nemčija hoče, ne. Potem pa v istem trenutku rečejo, delate prepočasi, hkrati se pa nikamor ne mudi. Prepočasi delate tam, ker bi bilo treba ljudi stiskati, ne mudi se pa tam, ker bi mogli še majhen ceno spustiti, ne, pri prenosu. Tukaj mi pa zvonijo zvonci, mi je zelo žal. Tukaj mi pa zelo zvonijo zvonci in očitno se bo v prihodnosti treba zelo, zelo močno pogovarjati o vlogi predvsem Nemčije oziroma nekoga, ki pač vodi to igro. Ne. Sej bova poskušala biti poštena, ne bova obtoževala nikogar na suho ali pa pokrivom, bo poskušala opazovati stvari in jih potem komentirati pač na podlagi tega, kar vidimo, na podlagi dejstev. Jaz drugega ne vem povedati. Danke Deutschland. Ja ne, jaz mislim, da Nemčija, jaz še vedno občudujem to, da je Nemčija takrat, ko smo mi spali spanje pravičnega, pa smo vsi vedeli, da je kriza že tukaj, vsi smo vedeli, kaj se bo zgodilo za časa Schröderja, če se spomnimo, je Nemčija oddelala svoj posel in se postavila v vlogo gospodarja in to je občudovanje vredna zadeva. Jaz pravzaprav sploh mislim, da bi ne glede na odnose do drugih držav, do Francije, do Nemčije, do Amerike, karkoli, Slovenija morala zavzeti ta suverenostni princip in predvsem zadati za nalogo, da svoj lastni problem reši sama in da iznajde formulo, podobno kot so to pač drugi počeli, ne zato, ker so to tudi drugi počeli, ampak zato, ker je to preprosto treba narediti. Ne. Slovenija, če je suverena država, se mora obnašati kot suverena država. Suveren človek se pa obnaša tako, da svoje probleme reši sam in ni odvisen od manipulacij drugih. Ne.
zatem pač stojim, zato sem tudi pač Cankarja citiral, ne. Pouzdaj se usej v svoje kljuse, a ne. Naredi, kar je treba pač narediti, a ne, in ta absolutna politična nezrelost, infantilnost, če hočeš, in sploh vse, kar sodi v opis slovenskega političnega karakterja, a ne, ta trenutek, a ne, je samo priložnost predatorjem okrog te države, zato da lahko na nespodoben način vstopajo v ta prostor, v katerega sicer ne bi mogli vstopati, če bi mi bili tako kot naj bo pač sodstvo, ne, rezistentni, odporni do tega. Dober, naslednji teden. Naslednji teden, ja, v sredo.